V našem studiu pozdravljam evropsko poslanko, gospo Romano Jordan. Lep pozdrav. Dober dan. Dobrodošli znova med nami. Zanima nas, kako odmeva trenutno dogajanje oziroma stanje političnega reševanja naše vlade razmer v Sloveniji v Evropskem parlamentu. Vi imate informacije z prve roke. Seveda spremljamo, da so vse države članice poslale svoje programe razvoja Evropski komisiji in le-ta jih že pregleduje. Vemo pa tudi, da Slovenija tega še ni storila, kajti izposlovala si je nekoliko več časa, vendar se zdaj iztekajo zadnji dnevi, ko bomo pa morali poslati svoj program Evropski komisiji, da ga oceni in da vidi, koliko evropski pravzaprav je. Seveda si vsi v Evropskem parlamentu zagotovo želimo, da bi Slovenija zmogla svoje težave rešiti sama in da bi se dokazala res kot, da bi se mi sami sebi dokazali kot državotvorni narod in odgovorno izpeljali to nalogo. Mislim pa, da bomo morali se kar zavedati, da je potrebno nekaj narediti tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani in kolikor sem doslej uspela slišati poročila, se bolj ukvarjamo s tem, katere nove davke ali novi davki ja ali ne. Jaz mislim, da bi se veliko bolj morali pogovarjati o tem, kako zagnati gospodarstvo, kako priti iz tega stabilno slabega stanja, ko se pravzaprav nič ne zgodi. Mnogi omenjajo trojko. Mnogi omenjajo trojko in jaz si je ne želim, ker mislim, da je bolje, da mi sami, ki najbolj poznamo naše razmere v državi, pripravimo nek odgovoren program in ga tudi izvajamo. Trojka je pravzaprav neka rešiteljica ljudi v primeru, če se politične elite ne bodo dovolj zresnile in ne bodo našle skupnega jezika. Ampak trojka potem pač da, bom rekla, brez nekih čustev, empatije in tako naprej program, ki bo mnogo bolj oster in pravzaprav manj specifičen za našo državo, kot bi ga lahko naredili sami. Ampak če mi odgovornosti ne bomo pokazali sami, potem pa vsaj moje mnenje je, da je pa Evropa vendarle nek tist garant za stabilnost, predvsem za ljudi. Kako se na vas obračajo tudi znotraj Evropskega parlamenta, za kakšen nasvet ali pa z naše strani, z naše vlade za mnenja evropskih poslancev? V Evropskem parlamentu se na nas iz Slovenije seveda obračajo kolegi in nas sprašujejo, kako je. Jaz občutam veliko empatijo, skrbi jih in želijo si, da bi uspeli splavati iz tega, ker zavedajo se, da Slovenija je del Evropske unije in Evropski uniji ne more iti dobro, dokler imajo države takšne težave, kot jih ima tudi Slovenija. No, kar se pa tiče Slovenije, je pa to bolj kot nerazumljeno kot nacionalna politika, pa mi je kar malo žal, ker imamo slovenski poslanci v Evropskem parlamentu velike izkušnje, tudi znanja in se mi zdi, da bi nas včasih lahko kaj povprašali in tudi upoštevali naše mnenje. Moram pa reči, da Državni zbor skrbi za te odnose tako, da nas redno vabi na seje odbora za zadeve EU. Je pa tako, kadar so te seje o petkih, lahko sodelujemo, kadar so pa med tednom pa ne. Pa tudi v petkih ne vedno, ker so petki redki dnevi, ne, ko smo v Sloveniji in potem si na tisti dan seveda organiziramo ogromno različnih aktivnosti. Drobna punčka sem zbegana, ker pot je široka in tvegana. Dan se izteka in se mrači. Čuvaj me, vodi me ti, pelji me ključi, sinje nebo. Pelji
želim, da se duša mi umiri, vzemi me sabo in vodi, pelji me ključi v sinje nebo, kjer ni noči, kjer je svetlo. Dolgo že čakam in trepenim, varno me vodi tja, pelji me, kjer sem doma, mesto, kjer sem rojena, kjer lahko bom iskrena, prosim, vodi me tja. Kjer ni noči, kjer je svetlo. Dolgo že čakam in trepenim, varno me pelji tja, kjer sem doma, varno me pelji tja, kjer sem doma, kjer bova združena, pelji me tja, kjer sem doma. Gospa Romana Jordan, omenili ste, da Evropa si želi, da bi živela celostno vsa kolikor toliko dobro. Ta solidarnost je močno poudarjena in ko govorimo o solidarnosti, Evropa je odobrila Sloveniji po lanskih poplavah kar visoko vsoto pomoči. Ja, tako je. Lahko smo veseli, da solidarnost v Evropi še deluje in da imamo države članice, ki so tako odgovorne, da se še proračun in razni skladi napolnijo tako, kot smo se tudi dogovorili. In Slovenija, vemo, da je imela lani oktobra in novembra hude poplave, da smo utrpeli resnično veliko škodo. Takrat je vlada tudi hitro ukrepala, kajti v takih primerih imamo v Evropi solidarnostni sklad, ki lahko priskoči na pomoč, vendar le, če država v najkasneje v roku 2 tednov pripravi gradivo in zaprosi za to pomoč. Slovenija je to storila in zdaj nam je Evropa odobrila čez 14 milijonov evrov sredstev, kar je ogromna številka. Porabili jih bomo lahko za izgradnjo infrastrukture, tudi kulturne dediščine recimo. Ne smemo pa te pomoči uporabiti za take stvari, ki jih je sicer možno zavarovati, tako da je tu neka varovalka. Bi pa povedala še to, da so moji kolegi, ko so poslušali po poročilih, po medijih o teh poplavah, so me kar spraševali tudi takrat, kaj se v Sloveniji dogaja. No, eden mi je pa celo kar poslal elektronsko sporočilo z povezavo na spletno stran, kjer so objavljeni vsi podatki, kako je treba zaprositi za pomoč. In mi je napisal, to je bil moj nemški kolega, in mi je napisal, veš Romana, mi smo tudi imeli pred nekaj leti take hude poplave, ukrepati je treba hitro, opozori vašo vlado v 14 dneh in pošiljam ti tule povezavo na vse te dokumente. Se pravi, da res imajo tisti občutek solidarnosti. To ni nek pojem, ki bi rekli evropski pojem, pa ga pripeli nekam v zrak kot neko abstrakcijo. To je res nekaj, kar živimo, kar čutimo. Ko govorimo o evropski solidarnosti, vemo, da smo bili že deležni pomoči z Evrope. Na to se je morda dobro vsake toliko časa spomniti. Slovenija je imela kar nekaj hudih poplav v zadnjih 2 desetletjih in Evropa ni ostala brezbrižna. Mi smo prejeli skoraj da 30 milijonov evrov pomoči do sedaj, samo za popravilo škode v primeru poplav. Tako da si želim, da bi ljudje vedeli, da Evropa pomaga takrat, ko nam gre hudo. In morda, ker smo se prej pogovarjali o tej odgovornosti, da izplavamo iz te težke situacije, veste, če ne bomo odgovorno ravnali, če ne bomo uravnotežili svojih javnih financ, potem tudi solidarnosti ne bomo mogli živeti. Ja, kako bomo pa pomagali, če
že iz dneva v dan več ne moremo živeti. Če objavimo, da je uspeh to, da smo se zopet uspeli zadolžiti, da lahko nesemo iz rok v usta, potem tu ni govora o kakšni solidarnosti. Tako da tudi zaradi tega moramo začeti živeti tako, kot si lahko privoščimo, da bomo lahko takrat, ko nam bo hudo, pomagali sebi in seveda tudi ljudem okrog nas v drugih državah članicah, tako kot one zdaj pomagajo nam. Morda omenimo še kohezijska sredstva. Velikokrat naši poslušalci slišijo to v poročilih, morda pa si marsikdo ne predstavlja najbolje, kakšna sredstva to so in kakšen je njihov namen. To ste res dobro povezali z solidarnostnim skladom, kajti prav kohezijska politika je tista politika, ki odraža solidarnost. Ko govorimo o kohezijski politiki, govorimo o ukrepih, izvajanju ukrepov, ki bodo zbližali regije v razvoju. Vemo, da je ta razlika v razvoju evropskih regij zelo velika in kohezijska politika je namenjena prav temu. In to že spet ni samo neka politika, ki je napisana na papirju, ampak je dejansko podprta tudi z velikimi finančnimi sredstvi. Če gledava recimo večletni finančni proračun od leta 2007 do konca letošnjega leta 2013, bo za kohezijo namenjenih kar 35% vseh sredstev. In naslednji finančni proračun, ki bo zopet 7-letni, od 2014 do 2020, bo skoraj zagotovo zopet imel podoben obseg, 34-35% sredstev za kohezijo. So pa to sredstva, ki gredo za izgradnjo infrastrukture, potem za krepitev človeških virov, za izobraževanje, recimo za odpiranje novih delovnih mest. In v Sloveniji imamo kar nekaj projektov, ki smo jih lahko izvedli do konca s pomočjo evropskih sredstev za kohezijo. Nasploh nekaj časa se je govorilo, da Slovenija premalo izrablja možnosti za evropska sredstva. Se zdaj ta trend obrača na bolje? Trend se je začel obračati na bolje. Lani vem, da je Slovenija zelo pospešila črpanje teh sredstev in jih tudi moramo, kajti obdobje za črpanje se izteka, proračun se izteka z koncem letošnjega leta, no potem imamo še, mislim, da 2 leti časa, da denar počrpamo, vendar samo s projekti, ki bodo odprti in začeti v letošnjem letu. Tako da imamo še kar veliko zaloga za počrpati, vendar pa, če gledamo evropske statistike, pa vidimo, da Slovenija nadpovprečno dobro črpa ta sredstva, tako da tu nismo v evropskem repu. Seveda pa se ne smemo tolažiti z evropskim povprečjem, mi moramo gledati tako, da bomo delali tako, da bomo počrpali vsa sredstva. Se pa včasih niti ne zavedamo, kaj vse je bilo zgrajeno s pomočjo evropskih sredstev. Recimo, poslušalke in poslušalce samo spomnim, da ko se vozimo po avtocestah, je tu evropski denar. Potem recimo zelo smo ponosni na Planico, obnovljena bo tudi z evropskim denarjem. Potem veliko teh regijskih centrov za odpadke, pravzaprav kar vsi, kjer jih načrtujejo, računajo na evropski denar. Recimo Celjski je že zgrajen z evropskim denarjem. Urejanje reke Savinje, ko že govoriva o Celju in poplavah, tudi poteka s pomočjo evropskega denarja. Muzej hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu iz evropskega denarja. Ogromno turistične infrastrukture naših toplic je bilo obnovljenih z evropskim denarjem. Med njimi tudi so vrhunski tudi arhitekturni, storitveni objekti. Potem so razna izobraževanja, ki jih Slovenija organizira za ljudi tudi s pomočjo evropskega denarja. Številni tehnološki centri po Sloveniji tudi z evropskega denarja. Je pa ravno morda pri teh tehnoloških centrih na mestu, da se vprašamo, ali smo res optimalno izkoristili ta denar, ker to, da zdaj nekateri od teh centrov ne delujejo, da se ukvarjajo s težavami, da ni podjetnikov, ki bi zapolnili te centre, to pa zdaj ni evropski problem, to je pa slovenski problem. Najlepša hvala za te konkretne podatke, da si človek potem lažje predstavlja in da uravnovesi tehtnico morda na drugo stran, bliže evropske solidarnosti, ki dejansko živi, in to je bil tudi namen najinega pogovora, da osvetlimo to evropskost, to povezanost med nami. Hvala lepa za obisk, gospa Romana Jordan, evropska poslanka. Hvala tudi vam. Srečno.